Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate Pomurski dnevnik. To so poudarki današnje oddaje. Evakuirali šole v Pomurju zaradi grožnje z bombo. Pogovarjali smo se z Jožetom Ritoperjem z Goričkega društva za lepše jutro. Poklonili so se žrtvam ob svetovnem dnevu holokausta. Oblačno vreme, temperature bodo podobne današnji. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni, gledate Pomurski dnevnik. Elektronska sporočila z grozljivo islamistično vsebino in grožnjami o podtaknjenih eksplozivnih napravah so včeraj pretresla več kot 200 šol po Sloveniji. Zaradi resnosti groženj so pristojni takoj sprožili evakuacije šol in vrtcev. Medtem ko so bili šolniki pretresani zaradi sporočila, pa je evakuacija pretresla tudi otroke in njihove starše. Na veliki večini šol so s poukom nadaljevali, na 18 je le-ta odpadel. Na Goričkem in v Lendavi je okoliščine na terenu preverjala Valentina Podplatnik. Na tisoče vaših otrok bo mrtvih padlo na tla. Naši glasovi so gromovno rjovenje za Alaha. To je grozljivo sporočilo, ki so ga včeraj ob 4:30 zjutraj v svoje elektronske poštne predale prejele vzgojno-izobraževalne ustanove po državi. Sem že jaz to prebrala, vam moram povedati, da sem se počutila grozno. Razlaga ravnateljica dvojezične osnovne šole v Lendavi, kjer so zjutraj le nekaj minut po začetku pouka pričeli z evakuacijo več kot 600 učencev in zaposlenih na šoli. Bili smo na šolskem dvorišču, potem pa, ko je policija pregledala stavbo in nam dovolila, da se lahko vrnemo, smo se vrnili, povedali so, da je stavba varna, niso našli nobene bombe. Moraš imeti trezno glavo, hitro odreagirati, odreagirali smo po najboljših močeh in naredili tisto, kar je potrebno, zavarovali učence, otroke. Nekateri so iz šole odleteli kar v šolskih copatih, brez zimskih bund. Smo se postavili v strnjen krog in smo jih segrevali. Šolo in vrtec so izpraznili tudi na Goričkem v osnovni šoli Grad. Otroci šole in vrtca so bili nameščeni v občinski dvorani. Med tem času so pa ustrezne službe tudi preiskale in pa pregledali šolo. Tarče elektronskih groženj so bile tudi druge osnovne šole po Prekmurju in na območju Ptuja. Marsikaterega starša je sporočilo, da otrok naj ne pripeljejo v vrtce oziroma šole ali pa da morajo ponje priti čim prej, ker poteka evakuacija, pretreslo. Smo z ženo se odločili, da vzamemo vseeno otroke ven, če ne drugo, da vsaj varno in kvalitetno preživimo ta čas, ker evakuacije so v bistvu lahko zelo stresne za otroka. Seveda niti vseeno za otroke, ampak sem iz šole dobila obvestilo, da vse poteka po protokolih in da rešujejo situacijo. Pa razlaga mamica 3 otrok in vodja trampolin parka na Ptuju, kjer so vsem staršem, ki bi to potrebovali, ponudili tudi varstvo otrok. Postavila sem se seveda takoj v neko kožo starša, ko mogoče res nima trenutnega varstva oziroma ima neki izziv z pričuvanjem otroka, komu bo otroka seveda dal, koga bo poklical v tej situaciji. Evakuacije pa niso bile stresne zgolj za starše in zaposlene na šolah, temveč predvsem za otroke. V tem trenutku so vzeli zadevo vsi zelo resno in so vsi takoj na prvo razumeli, da je treba zapustiti stavbo. Po tistem sem videla zunaj, da se je kar nekaj otrok zjokalo, bili so v stiski, ampak učitelji so bili zraven in so jih pomirili. Iz šolskega ministrstva pa po jutranjem pretresu med drugim sporočajo, da razlogov za strah ni. Je bilo ocenjeno, da je stopnja tveganja v tem primeru nizka. Zagotovo se je potrebno z učenci o tem tudi pogovoriti. Verjamem, da so v šolah to storili, sploh po informaciji, ki jo je dala tudi policija, in mislim, da sistem deluje, da ni razlogov za strah in da ni razlogov torej za bojazen, da šolsko okolje v splošnem ni varno. Na večini šol je pouk, kot je še dodal, večino dneva potekal normalno, na 18 šolah pa je odpadel.
Cenjeni gledalke in gledalci, v naši družbi je tokrat koordinator pohodov pri Goričkem društvu za lepše jutro Jožef Ritoper. Jožef Ritoper, lepo pozdravljeni. Dober dan želim. Že na začetku moram reči, da mi je super prijetno v vašem studiu. Najlepša hvala in Goričko društvo za lepše jutro je že proti koncu lanskega leta razpisalo, da zbirate pohode oziroma trase pohodov. Kot ste sami povedali, namenjeni so predvsem rekreaciji in krepitvi zdravja. Jožef Ritoper, koliko se jih je nabralo do 15. decembra lani? Ja, bilo je izdanih še 15 izkaznic. Zdaj, tam najmanjša številka, koliko se spomnim, je bila okrog 30, največ je bilo tam tik pred korono 45 pohodov. Sedaj po koroni se je pa nekako ustalilo to število nekje okrog 35. Ampak prečistilo se je, nekateri organizatorji, ki niso bili dovolj resni, so sami sprevideli, da ni dobro, da sodelujejo. Včasih so bile tudi kakšne druge težave, ampak sam sem siguren, da sem prehodil vsaj 500 pohodov, da je to nekaj okrog 6000 km, torej 6-krat Jakobova pot, ampak ni pa isto kot Jakobova pot. Res je. In do 15. decembra ste zbrali tokrat 36 pohodov. Ja, lansko leto jih je bilo 35, potem 3 so se odločili, da ne bodo več sodelovali, oziroma je nekako zadeva zamrla, so pa 4 prišli zraven letos prvič, zelo smo veseli, da je zraven Cankova, Jožefov pohod, pa najstarejši pohod, to je pohod prijateljstva, še 26. letos. Potem zadnji bo v letošnjem letu, nekaj let nazaj je bil zadnji v Lemerju, zdaj bo letos en dan pozneje, kar se tiče datuma terminskega, se pravi 27. decembra v Žitkovcih. Vrnil se je pa tudi, prej je bil to Maričov pohod, potem se je nekaj časa bilo prekinjeno, sedaj se pa ponovno ta pohod imenuje pohod po Sebeorci, tako da je z 35 narastel na 36, pa potem še neka ekskurzija je vsako leto tudi. V letu 2024 smo bili na Šmarni gori pa v Tuheljski dolini, letos pa načrtujemo, da bomo šli, to je tam nekje okrog 20. septembra na Koroško, kajti veliko pohodnikov, torej pohodniških parov prihaja z tistega konca z Mežice, s Prevalj, in smo rekli, da bo pa fajn glede na vse skupaj druženje, nek odnos do tega, da se dobimo pač tudi enkrat letos potem na Koroškem. Ne samo druženje, tudi za zdravje s tem poskrbimo in vsak pohodnik dobi tudi številko izkaznice z imenom in priimkom. Kaj in čemu to služi, da si pač nekako naštejemo, na kolikih pohodih smo bili oziroma koliko kilometrov smo prehodili? Predvsem tisto, kar je bistveno, mi nikoli ne govorimo o tekmovanju. Čeprav ljudje zelo želijo, da se stvari zelo natančno vodijo, če kdaj pride pri kom do kakšne razlike, ker na koncu leta se pač podeli oziroma na pohodu, drugem pohodu v naslednjem letu, to je tako imenovani pohod, vsi smo zmagovalci, se pač podelijo priznanja pa nagrade in so zelo razočarani, če recimo je kakšen pohod ni bil vpisan. Se je pa zgodilo običajno tako, da so pozabili se potem identificirati. Izkaznice so to, da imajo vse podatke, zapisano je kraj, čas, potem minuta točno, točna pozicija, odkot je pohod, kdaj se pohod začne, koliko kilometrov je. Tu so pa precej velike razlike. Najkrajši sme biti 8 km, če je krajši, pač potem ne more priti v izkaznico. Najdaljši je v izkaznici pohod od Sebeščana k Sveti Trojici in sicer 40 km. Pa res za vsako leto tudi od 30 do 50 ljudi to prehodi. Potem tudi časovno so zelo različni. Najbolj zgodaj zjutraj je ob 5. 15. augusta od Sebeščana, torej Pečarovec k gradu. Potem poznih urah je recimo ob 5. popoldne na Slavečih, pa ob 9. zvečer v Krncih. Tako da stvari so zelo raznolike. Tisto, kar sem zelo vesel, je, da nam je uspelo, da se samo dva pohoda dejansko prekrivata, to je Martinov v Domanjševcih in v Moravskih Toplicah. Prejšnje leta je pa to bila velika težava, je bilo težko prepričati organizatorje, da res nima smisla, da ob isti uri imamo. Je pa tudi bilo tako, da so 2-krat ali 3-krat bili 3 čez vikend, kar je svet absolutno preveč. Sicer pa ste letos že šli pohod po Trej Kralov, po Dolaj pa Bregaj, pa tudi pohod Vsi smo zmagovalci. Ja, v Pidencih je bilo skoraj 300 ljudi.
Seveda prihaja že veliko ljudi preko turističnih agencij tudi. Na pohodu vsi smo zmagovalci, pa skoraj 100 ljudi. In na teh dveh pohodih je bilo razdeljene že skoraj tudi 100 izkaznic. Verjamem, da bo na pohodu v soboto v Bogojini, pa potem 8. februarja v Tešanovcih, če bo količkaj vreme, vsaj 200-300 ljudi na vsakem od teh pohodov. Letošnja knjižnica pohodov, ki ste jo izdali, je že 16. Se spomnite recimo, kako je bilo pri prvi knjižnici, oziroma ko ste se odločili, da začnete s pohodi? Čisto slučajno je nanesel na enem festivalu skečev v Pečarovcih, so se z Janezom Škričem Sela pogovarjalo o tem, kaj bi bilo mogoče še zanimivega, zdaj dobro lav v Pečarovcih, pa sejanje, pa potem festival, ki je vezan na to tradicijo. Pa se nekako ugotovilo, da marsiki tudi v Pečarovcih smo že redno imeli pohode, tudi mnogo ljudi je začelo hoditi izven. Marsikdo reče, da ne bom šel na pohod, pa začnejo pa redno hoditi, tako da po marsikateri vasi se dejansko vidi na večer trume ljudi, ki pač hodijo predvsem zase, torej ne za tekmovanje, kot sem še prej rekel, ni tekmovanje. Pohod je dobil ime ta zadnji, vsi smo zmagovalci ravno zaradi tega, da rečemo, ne gre za to, da eden ni nobeden, ampak da je vsak kilometer, ki ga prehodimo, kilometer za zdravje, kilometer za prijetno druženje. Tudi na koncu koncev bistveno poudarjamo pomen tega sodelovanja med organizatorji Goričkim društvom za lepše jutro. No, zdaj sem dejansko šel malo stran od vašega vprašanja, se opravičujem. Torej, takrat so se pogovarjali in so rekli, da fajn bi bilo, ker je bilo precej pohodov, da te pohode združimo pod enotno krovno blagovno znamko. Ideja je prišla, da naj bo to pač izkaznica pohodnika, pohodnice po Goričkem. Zadevo so potem prenesla na Goričko društvo za lepše jutro, kjer so nam dali pač blagoslov z željo, da naj bo uspešno. No, pozneje Janez več ni sodeloval, tako da, ampak čeprav ni stvari več ali manj na meni, večina jih reče, da bom verjetno umrl, ko ne bom mogel več hoditi. Ampak očitno se je zadeva zelo dobro prijela. Če pogledamo, imate kar lepo število pohodov in tudi zapisali ste, da ste veseli, če ljudje odhajajo od vas zadovoljni in srečni glede na to, da so prehodili neko pot in da so se imeli na tej poti lepo. To je temeljno vodilo, v tej smeri vse delamo, želimo pa tudi stvari izboljšati do 20. leta, torej do naslednjih 4, da bi postali pohodi z ogljičnim odtisom nič, oziroma čim manjšim. Zato tudi začnemo uporabljati enotne stvari za pitje. Računamo, da bomo v bodoče tudi, kar se tiče prehranjevanja pa vsega tega, da res ne bo nič ostalo. Naslednja stvar, ki jo posebej poudarjamo, je, da se ljudje čim bolj združujejo pa se vozijo skupaj. Torej, avtomobile zmeraj napolniti, da ne bomo potem vsak za svojim hodili, pa tega CO2 toliko nametali v okolje, tako da bi bilo boljše, da sploh ne bi šli. In tretja stvar, zelo začnemo spoštovati gozdni bonton, to je, da res ne vznemirjamo živali, da ne vznemirjamo tistih, v dom, katerih smo prišli, v dom, katerih smo se sami povabili. Torej, moramo narediti tako, da bo to sožitje čim večje. To se pravi, da organizatorji pohodov in pohodniki pravzaprav delate ne samo za svoje zdravje in za druženje, ampak tudi delate za okolje, v katerem živimo in seveda mislite na vse okoli sebe. Kajti to je sozvočje z naravo. V glavnem, v vsakem primeru, če vidimo, da je nekdo takšen, ki je strokovnjak na kakem področju, recimo zdaj smo se precej pogovarjali o hrastovi čipkarici, ki v zadnje leto sploh je izredno napadla hrastove gozdove, ali pa o kakih mikroklimah. Zdaj smo se pri gospodu Vehovarju ustavili pri njem na zališčih. Torej, čim več informacij, ampak na preprost način, nevsiljiv način, kot informacija, da človek dobi občutek, to bi pa bilo dobro, če bi slišal, če bi povzel, če bi uporabljal v življenju. Vsaj lansko leto je bilo približno 450 km upravljenih na teh 35 pohodih in izkaznic je bilo podeljenih 127 in od tega je bilo 37 ljudi vsaj na 10 pohodih ali več. To pomeni, vsak tretji je res začel že skoraj mesečno hoditi.
Bilo je potem 6 ljudi, ki so opravili 20 ali več, 3 smo pa bili na 30 ali več. Jožef Ritoper, koordinator pohodov pri Goričkem društvu za lepše jutro. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želimo vam uspešno prehojenih veliko kilometrov. Sicer pa mislim, da je pred vami še 31 pohodov letošnje leto. Ne, še 34. Pa potem še Koroška. Pa mogoče bomo še kakega drugega šli. Včasih kdo potem tudi povabi, če bi se lahko šlo na kakšen pohod pogledati, če bi se lahko vključili v izkaznico. Tako da mi smo veseli katerekoli pobude od kogarkoli. Pač osnovni kriterij je, da je ta stvar res organizirana, da so ljudje varni in da imajo kaj pokazati in povedati. Včeraj smo obeležili svetovni dan spomina žrtve holokausta, ki je nastal iz porasta antisemitizma med drugo svetovno vojno. Med holokaustom je življenje tragično izgubilo okoli 6 milijonov Judov oziroma kar 2/3 evropske populacije Judov. Tudi letos so se s polaganjem venca na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi spomnili na žrtve holokausta. Vence sta položila tudi bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in podpredsednik Državnega zbora Danijel Krivec. Ob obeležitvi svetovnega dne spomina na žrtve holokausta so se s polaganjem venca na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pri Lendavi spomnili na žrtve holokausta. Vence sta položila tudi bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in podpredsednik Državnega zbora Danijel Krivec. Pomembno je, da se takih dogodkov iz preteklosti spomnimo tudi na tak simboličen način in s tem damo vedeti, da se take stvari ne smejo dogajati in da so tudi vsega obsojene vredni, če gledamo za nazaj. Med tistimi, ki so se poklonili žrtvam, je župan občine Lendava Janez Madžar. Žrtve holokausta so le tragičen primer, kako so iz našega mesta dobesedno eno etnično skupino, eno skupnost izbrisali čez noč. In zato smo dolžni tem ljudem, ki so takrat za časa svojega aktivnega življenja na gospodarskem, na družbenem in tudi na drugih področjih kulturi delali v naši skupnosti za razvoj. In zato smo dolžni, da se spomnimo teh ljudi. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature bodo podobne današnjim. V Pomurju je bilo danes zmerno oblačno in vetrovno. V Radencih so izmerili 15, v Krajinskem parku Goričko so namerili 14, v Murski Soboti 15 in v Lendavi 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornje Savski dolini okoli 0, najvišje dnevne med 7 in 14 stopinj Celzija. Za severovzhodni del države napovedujejo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno vreme. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 5 in 7, čez dan pa med 10 in 12 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v petek bo spet bolj oblačno, proti večeru bodo možne rahle padavine. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo za danes vse. Za več informacij obiščite našo spletno stran ali socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost in ostanite še naprej v družbi televizije Ideja.